Jaz sem zelo vesel, da se je dr. Milan Zver, predsedniški kandidat, opredelil do predlaganih reform. Namreč to pogrešam od drugih dveh predsedniških kandidatov. Pogosto slišimo, ja, sej podpiramo to, kar bo na koncu usklajeno. Vendar nek kandidat za tako pomembno funkcijo, kot je predsednik države, mora imeti tudi mnenje o predlogu, ki ga damo na mizo kot pogajalsko izhodišče. Kajti če iz tako pomembne funkcije, kot je kandidat za predsednika države, pride jasno sporočilo in mnenje o teh predlaganih ukrepih na področju trga dela in seveda pokojninske zakonodaje, potem je to pomembno sporočilo tudi za državljane in tudi za socialne partnerje. In tega res pogrešam strani aktualnega predsednika, kakor tudi strani drugega predsedniškega kandidata. Dr. Milan Zver, s katerim smo tudi šla skozi te ukrepe in je prepoznal v teh ukrepih nek kompromis, ko govorimo o pokojninski reformi, med tistim, kar je padlo na referendumu pred dobrim letom dni in med tem, kaj so potrebe te države po stabilizaciji pokojninske blagajne in hkrati seveda po dostojnih pokojninah in po zanesljivem izplačevanju. Mi imamo tu ta pomemben kompromis, ki je seveda tudi medgeneracijsko osnovan, torej da imamo na eni strani v mislih upokojence, da bodo dobivali stabilne penzije tudi v prihodnje, da imamo hkrati v mislih tiste, ki se upokojujejo, to se pravi delovno aktivno prebivalstvo, da se mu prepreči nadaljne padanje pokojnin in po drugi strani, da imamo tu mlade, ki seveda so motivirani, da vstopajo v zavarovanje in se zavarujejo za primer starosti. Tu smo seveda kot vlada in kot ministrstvo našli neke skupne točke in en kompromis med tistim, kar je padlo in med pričakovanji socialnih partnerjev. Jaz sem vesel in hvaležen dr. Zveru, da je prepoznal te kvalitete tega predloga in da jih podpira. Prav tako pri delovnopravni zakonodaji imamo seveda tudi potrebo po solidarnosti in sodelovanju zlasti med dvema kategorijama. Med tisto kategorijo varno zaposlenih za pogodbo za nedoločen čas, ki so v delovnem razmerju 10, 20, 30 let, in med tisto kategorijo zaposlenih ali iskalcev zaposlitve, ki šele želijo vstopiti v takšno obliko. In brez sprememb, seveda formalnih sprememb delovnopravne zakonodaje, se seveda te dva svetova ne moreta približati. In skozi predlagane spremembe želimo prav to doseči in biti v bistvu solidarni do enih in do drugih. Zato sem še enkrat vesel, da dr. Milan Zver prepoznava te elemente in da ne brani ne ene, ne druge kategorije. Kajti pogosto imamo strani socialnih partnerjev, zlasti sindikatov, v mislih zgolj tiste zaposlene za nedoločen čas in njihove pravice, zelo manj v prioriteti so pa te, ki šele vstopajo in so potencialni njihovi člani. Seveda, Ministrstvo za delo, tudi sam smo pri snovanju teh sprememb želeli doseči to ravnovesje, tudi med generacijami ravnovesje. Predlog je takšen, ki smo ga dali na mizo, moram reči, da je vreden diskusije, kar ocenjujejo tudi socialni partnerji. In seveda verjamem, da bo k rezultatom pripomoglo tudi opredelitev predsedniškega kandidata do teh rešitev. To je pomembno sporočilo, hvala lepa, dr. Zver, za to in verjamem, da bomo zaradi tega morebiti bližje tudi končnemu pozitivnemu dogovoru.